Lepo pozdravljeni, gost današnjih poročil je Jure Trbič, predstavnik Piratske stranke. V petek je bil v Kranju posvet o konoplji, danes bova spregovorila nekaj več o tem, pa me zanima, kakšni so glavni argumenti za zakon, ki je v obravnavi oziroma v parlamentu je te dni zelo vroče. Res je. Dober dan. Najprej hvala za povabilo. Kot ste omenili, ja, v petek smo imeli tudi v Kranju predstavitev zakona vsebinsko, tudi te informacije seveda so tudi na spletu, pod legalizirajmo.si, vsi zainteresirani najdejo več. Predstavitve so tudi v drugih krajih v Sloveniji, tako da vabljeni pač tudi še kam drugam. Mogoče zelo na kratko neki glavni argumenti, zakaj ta zakon, pa zakaj zdaj, definitivno čas je pravi. Pa ne samo zaradi volitev, ker mnogi zelo domiselno ugotavljajo, ampak predvsem zaradi tudi mednarodnih aktivnosti na tem področju. Namreč po naših mnenjih je v roku 10-15 let zna biti zadeva na evropski ravni legalizirana. Ta trenutek v letošnjem letu se s poletjem v Kanadi popolnoma sprosti. Kanada, kot veste, je pred lansko leto ali predlanskim se je podpisal ta prostocarinski sporazum CETA, pred katerim smo Pirati zelo proti, in na podlagi tega bodo seveda oni glavni dobavitelji vsem medicinskim porabnikom po Evropi. To so ogromni posli in Pirati si ne želimo omejevati posel v Kanadi, seveda, ampak želimo pa, da bi tudi Slovenija in Slovenci imeli priložnost ta posel zaštartati, in to legalno, in to pošteno, in tako, da so plačani pač delavci in davki in tako naprej. To je seveda en razlog. Drug razlog je, da je stanje na področju konoplje po naših ugotovitvah pereče. Ogromno ljudi zadevo vedno bolj uporablja, strahotno se razvija črni trg in en velik argument je pač, dajmo zadevo umakniti iz črnega trga. Po podatkih, ki jih imam v glavi, je 70 in 80% vseh pravosodnih aktivnostih pa policijskih glede drog se vezanih na konopljo. To pomeni, če legaliziramo konopljo, jo damo pod nadzor različnih drugih inšpekcijskih služb, pravosodni in policijski sistem pa sprostimo, da se dejansko začne ukvarjati z pravimi kriminalci, če tako hočete. In tretji, je mogoče res ta ekonomski potencial, še posebej po naši logiki, tudi v zakonu je en inštitut oziroma inštrument malega proizvajalca z licenco, ki pač, kako bi rekel, omogoča malemu in srednjemu gospodarstvu, ki je pač ključ Slovenije, prosperiteto. In kako recimo ta zakon odseva piratski pristop oziroma kako se vaša stranka vidi v tem? V našem programu konoplje ne omenjamo. Imamo točko o drogah, kjer se seveda zakon zelo ujame. Odseva mogoče naš pristop tako, kako pač družbeno problematike gledamo, pereče ali ne, vsekakor se nam zdi konoplja pereča. Razumno, nek smiseln model regulacije se postavi, vprašamo se, kaj želimo s tem doseči. Tu želimo tudi dobiti neka nova sredstva, ki so na voljo za programe preventive, ker pač konoplja seveda je tudi droga. To recimo mogoče na ekonomski ravni, naš predlog tudi zelo dobro odseva našo ekonomsko politiko, to je protimonopolna politika, to je politika svobodnega trga na podlagi smiselne regulacije. To je politika usmerjena v naše gospodarstvo. Še dinimo, kaj prinaša zakon enemu Gorenjcu, vsakemu posamezniku, recimo na kratko? Ja. Tu bi prvo izpostavil, kaj človeku prinaša enemu normalnemu človeku, če tako hočemo, večjo zaščito potrošnikov, ker trenutno je trg popolnoma neurejen. Drugo prinaša, tako kot sem omenil, v bistvu vsaj večinski del verjamemo, da bo pač iz črnega trga se preselil na beli trg, in torej nova delovna mesta. Po naših ocenah, tu smo pač Colorado gledali in primerjali smo pač manjše številke vzeli, konoplja na državni ravni odpira neposredno tako okoli 6 do 7 tisoč delovnih mest. Neposredno. Posredno pa seveda tudi mnoga nova v turizmu, turističnih kmetijah, kmetijstvu in tako naprej. Potem še en argument je, še enkrat so neke ekonomske priložnosti, in tretji, tudi morda bistven, sploh tudi na Gorenjskem, so kmetijska zemljišča, ki bodo lahko zdaj mogoče bolj zanimiva za marsikoga. Jure Trbič, vi boste tudi kandidat na letošnjih volitvah Piratske stranke, pa me zanima, zakaj si Piratska stranka zasluži mesto v parlamentu? Okay.
Res je, hvala. Tehtno vprašanje, ne. Zakaj pirate v parlament? Če želimo neko ne bom rekel nova politika, ker je bilo to že tolikokrat zlorabljeno, ampak politiko usmerjeno v razvoj, v vzajemnost in v prihodnost, če hočete, v prihodnost, ker bomo mi od tehnologije poželi kaj koristi, ne obratno, potem pirati. No, o vsem tem bomo še govorili verjetno v spomladanskih dneh. Zaenkrat pa hvala za obisk, uspešno delo še naprej. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in poglejte tudi na njihovo spletno stran.